N1 podcast s Suzano Lovec. Dober dan, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. To je oddaja N1 podcast. Jaz sem Suzana Lovec. Hvaležna za vašo pozornost iz tedna v teden. Moja današnja gostja pa je Ivana Novak, kulturologinja, izjemna poznavalka filmov, filmska kritičarka, poznavalka zgodovine filma, voditeljica oddaje Televizorka na javni televiziji in predvsem urednica filmskega programa na tej televiziji. Gospa Novak, dobrodošli. Ja, živjo, hvala za povabilo. Odiseja je film, ki je obsedel svet. Midve sva se za ta pogovor dogovorili pred nekaj tedni. Film takrat še ni štartal. Sva pa se pogovarjali o tem, da bomo pogovor začeli seveda z Odisejo. Ne? In v tem času se je zgodilo vse. Napisano je bilo vse, mnenje ima vsak, prebrali smo vse, socialna omrežja so polna Odiseje, od intelektualcev do filmskih kritikov, od zgodovinarjev do osnovnošolcev, do različnih Elonov Muskov tega sveta. Vsi v bistvu se pogovarjajo o Odiseji. In ne le o filmu, ne le o pesnitvi, ne le o zgodovini, ne le o feminizmu, ne le o rasizmu, ne le o politiki, ne le o genocidu, ne le o režiji, ne le o igri, o vsem tem in še o marsičem. In tudi najini poslušalci in poslušalke vem, da so marsikaj že prebrali. Zato bi rada prav črto po ta fenomen potegnila prav z vami in sem hvaležna, da ste takoj rekli, da pridete. Mislim, ja, Odiseja je absolutno pač top filmski dogodek leta. Je pa tudi precej edinstven fenomen, ker res ne pomnim, kdaj je nazadnje en film, povzročil tak odmev na svetu. Sploh pa film po pesnitvi, ki je stara 3000 let. Vse glih to vse skupaj je tisto, fenomen. Kar se mi zdi tako fenomenalno, pa tudi tako čisto edinstveno. No? A pa bi ga recimo s kakšnim kulturnim fenomenom lahko primerjali? Ja, zdaj Nolan je bil že toliko odmeven, ne? V tem smislu recimo spomnimo se to vojno med Barbie pa Oppenheimer, eni smo bili Team Barbie, jaz recimo, pa Team Oppenheimer. Tako da očitno ima to moč, odmevnost, da vzbuja take občutke. Bi pa tako mogoče to tudi umestila mogoče v ta kontekst tega, da se mi zdi, da ljudje imajo tako radi knjige, no? Tako k srcu jim prirasejo knjižna dela. In potem vedno, kadar se njihova knjižna dela adaptirajo v filme, to pač nekako vzbudi eno spraševanje, ugibanje, predvsem pa tudi tako neko vnaprejšnje predsodke, bi rekla, da film seveda ne bo mogel zajeti bogatstva knjižnega dela. Ne? Ker pač dejansko je pač treba reči, da romani omogočajo več. So daljši, so bogatejši, imamo več likov, lahko več povemo, predvsem je pa več domišljije, bralcem prepuščene več domišljije. In se mi zdi, da vsak potem tudi knjigo vzame tako osebno, no? A ne zato, ker se odvije v njegovi glavi, pred njegovimi očmi. Plus to, da je pač beseda nekako, ko bi rekla, da ima neko kulturno superiornost mogoče nad podobo, ki je vendarle vulgarna, tako bi rekla v enem takem, recimo, tem dvojnem. Ampak, če grem nazaj k Odiseji, ali pa nasploh k adaptacijam. Mislim, da je predvsem mogoče v tem problem. No, Vesna Milek je lepo napisala, vsak ima svojo Odisejo. To je tudi moja iztočnica, ja. Vsak ima svojo Odisejo, je Vesna Milek napisala v sobotni prilogi Dela. Katera Odiseja je vaša? Ja, jaz sem se zelo veselila Nolanove Odiseje, no. V bistvu sem se tudi malo pripravljena na njo. Prebrala sem ta prevod Emily Wilson, tudi zato, ker sem v preteklih letu, dveh pisala en roman, kjer tudi nekako je inkorporirana tudi Odiseja noter, ampak na tak mogoče bolj komičen način. Veselila sem se tudi zato, ker je to pač prva velika hollywoodska adaptacija Odiseje. Imeli smo pač Trojo, ki je režiral Wolfgang Petersen, zdaj Iliada. Imeli smo te Peplume, recimo Kirka Douglasa, pa Beckima Fehmija, TV serijo. Italijanska radiotelevizija ali ta...
68. Ja, bom kar vam zaupala. Nisem opremljena z vsemi temi informacijami, ampak ja, mislim, plus to, da pač Nolan res obvlada, je pač mojster oziroma nekak dežurni režiser te nelinearne, kompleksne pripovedi in pač ker gre za eno prvih ali pa celo prvo to nelinearno pripoved v zgodovini zahodne književnosti, je to seveda nekako tako en tak match made in heaven bil, no. Tako da sem se seveda blazno veselila. Zdaj, med ogledom, recimo, bi rekla predvsem to, da sem bila v takem suspenzu, da nisem mogla niti razmišljati. Mislim, tako blazno šopa film. To zelo glasen je, kot vejo zdaj že ljudje, ki so ga gledali. In da mislim, da moraš zbrati potem misli, ko prideš domov. Mislim, tako malo ne moraš spati, potem moraš pa zbirati misli, pa malo prebrati o tem. Tako da v bistvu najprej sem bila nekako ful navdušena. Tudi nad tem, recimo, da je vpletel tako spretno Iliado noter. Tega nisem pričakovala. Tako pa bolj, ko pa razmišljam o tem, bolj se mi pa zdi, no, da je pa vendarle nekaj tako ful pomembnega zgrešil. Ampak mogoče, če grem tako, zdaj najprej bi pohvalila. No? Pohvalila bi v bistvu sploh ta podvig. No? Vse to, kar sem že rekla, ampak res mislim, da je tako totalno hvalevrjedno, da njim tega res ne moramo iti. Mislim, on je res tako ogromno iz Odiseje, iz pač pesnitve potegnil ful likov, ogromno enih epizod je noter. Jaz tega nisem pričakovala za hollywoodsko adaptacijo. Iskreno, pač Hollywood bi si lahko privoščil črtati še marsikaj drugega, pa ni. Zdaj, on je pač naredil neke spremembe, ampak vseeno je ogromno Homerja noter, no, tako. Mislim, da je tudi zelo inteligenten režiser, mislim, da glih tle se vidi, kako recimo zrežira Trojansko vojno. To, da ne vidimo niti kaplje krvi, se mi zdi, da bolj to začutimo. Pa recimo, da se odloči res, da je samo za nek simbolni prizor pač tega obglavljenja kipa Atene, ki je nekako vrhunec, ne, zloma, mislim, ki v bistvu uteleša ta zlom civilizacije. To se mi zdi res tako lepo, no. Mislim, lepo, mislim, da pove več, no, kot če bi pokazal 1000 umorov in posilstev, ki so se pa vendarle zgodila in so opisane v Iliadi. Recimo, tako da na nek način, ne vem, so te spremembe včasih tudi dobrodošle. Ne vem, kako bi bilo, če bi morali gledati vse to, kar je pri Homerju opisano. Potem se mi zdi, da zadane tudi en pomemben moment Odiseje, in to je pač, ta pesnitev je v bistvu nekako namenjena nekemu celjenju družbenih ran ob neki obnovi. Ne? On pač Odisej se vrača domov, vrača se k družini po vojni, po nekem zlomu družbenega reda. In mislim, da Nolan tako zelo pogosto tudi posuje po svojem filmu to, kar ima že Homer. Recimo vsakeč, ko Odisej obišče nekoga, je tako vprašanje, kako ga gostitelj obravnava, ne, pač mu bo postregel hrano, ga bo sprejel, ne glede na to, a ve, odkot prihaja, ne glede na njegovo identiteto. To se mi tudi tako zdi, no, da je Klen Nolan opazil pač eno povezavo z današnjimi časi, seveda. In migrantstvom, ja, absolutno, ne da bi to zdaj res tako nas posiljeval s tem. No. Tako lepo je to vpletel. Kako bi zdaj nadaljevala? Zdaj, pač največjo spremembo se mi pa zdi, da je naredil v tej reinterpretaciji lika Odiseja, ne? Ki je pa zelo moderno psihološki pogled. No? In zdaj, meni se kle zdi, da je Nolan to čisto spretno in prepričljivo izvedel, ampak da je pa to res tako čisto skregan se mi zdi tistim, kar je pa Homer naredil. Pa spet nočem zdaj tako, a ne reči, da zdaj pa Nolanova interpretacija pa kle napačna. Zato, ker vedno znova se je pač Homer oziroma se je ta lik Odiseja ponujal vedno novim interpretacijam. Mislim, cela zgodovina književnosti je pravzaprav toliko enih Odisejev imamo. No? Mislim, od Vergilija do Shakespeare ga ima, pa, a ne, pač klasike so namenjene temu in se tudi oživljajo in reproducirajo ravno skozi vedno nove interpretacije. Tako da
v redu. Se mi pa zdi, in neki klebi, jaz bom citirala Friedricha Nietzscheja. Okay. Dobrodošla. No, Nietzsche takole opeva Grke. In to moram zdaj prebrati. Joj, ti Grki, znali so živeti, zakaj takega moraš ostati poguman pri površju, pri gubah, pri koži, oboževati videz, verjeti v oblike, zvoke, besede, v ves olimp videza. Grki so bili površni iz globočine. In mislim, da kle vidimo neko blazno prepad razlike med recimo Homerjem pa Nolanom. Mislim, recimo Nolanov Odisej je pač blazno nekako globok, introspektiven junak, ne? Zelo pomembna je pač psihologija njegova v tem filmu, njegovi občutki krivde, celo boginja Atena se nekako inkarnira kot njegov občutek krivde, sramu, ne, vidimo jo na neki točki kot tisto deklico, ki so jo ubili v trojanski vojni. Medtem ko pač Homerjev ali pa vsaj, no ne vem, mogoče Nietzschejev Odisej je pa pač Odisej prevare. No? Mislim, on prav za enega prav, da je v bistvu njegova Odisejeva veličina ta, da zna vzbujati videz veličine. In da v bistvu je sama ta simulacija bistvena in da je razlika med videzom in bistvom tukaj nepomembna. Tako da se meni osebno se pač veliko bolj dopade Nietzschejev Odisej in tudi na nek način Homerjev. No? Recimo tudi Homer je veliko bolj stavil na recimo njegove prevare in pretkanosti in igrivosti in to je bilo dovolj. No? Jaz mislim, da ni pri Homerju nobene te obsodbe črnoglede, da pa gre, trojanski konj je utrl pot trojanski vojni, ampak je pa tudi sofisticirana zvijača, no? Ki je nekako vrednota sama na sebi. Ne vem, kako naj to... Pa recimo, če nekateri so blazno očitali, da je premalo recimo seksa oziroma seksualnosti, oziroma jaz bi bila rekla tako erosa, no? Nasploh, ker mislim, jaz sama v pesnitvi nisem zasledila zares seksualnih prizorov, pač gre pa za nek eros, za neko željo. In ful je simpatično, kako se Penelopa pa Odisej na koncu te pesnitve pravzaprav nekako tekmujeta v tem, kdo bo nekako pretental drugega, oziroma velike pretvarjanja med njima. In to pri Homerju ni nič tako, bi rekla, kaj pa počneta, no, mislim, ne vem, ni nič očitanja vrednega, no. Je igra, ki je zanimiva in privlačna in erotična sama na sebi, bi rekla. Tako jaz to vidim in imam zdaj Nietzscheja, ki to podpira. Ne vem. Vi ste napisali v bistvu za revijo Ekran, kjer ste tudi v uredništvu, torej recenzijo, ki še ni objavljena, jaz sem pa imela to čas, da sem jo že prebrala. Torej, jaz vem, da v bistvu pravite tudi, da če velja Nolanu očitati, pravite, da v bistvu, kar se tiče kot izdelek, je to vrhunski film. In o tem ni dvoma. In vrhunski tudi o tem, da zdaj vsi govorimo o njem. Mislim, ne smo mi dve. Da je zagnal recimo homersko renesanso. Tako, da imamo renesanso, antike. Ampak da če kaj velja Nolanu očitati, kakšno večjo napako je ta v dejstvu, da je v novi Odiseji vse preveč Odiseja. In potem tudi to, ne, da te glasove podredi psihologije enega samega moškega. Pravite, kljub grandioznemu in veščemu podvigu je to vseeno še eden v vrsti Nolanovih filmov, ki sicer deklarirajo svojo civilizacijsko širino, svoj feminizem, svojo napredno liberalnost, svoje plemenito družbeno sporočilo, a si istočasno vendarle dajo največ opravka s težavami moških protagonistov, z njihovim trpljenjem, spominjanjem, doseganjem katarze, medtem ko vsi drugi liki so namenjeni izključno temu, da moškemu trpino služijo, mu pomagajo in ga poslušajo. Ne? In da se v tem oziru Odiseja lepo prilega v siceršen Nolanov opus, kjer lahko opazujemo podobno. Ne? Njegovi junaki, pravite, so bili vedno res da požrtvovalni, občutljivi, vse bi zastavili za družino in ljubezen in dom, ampak
prej samo za par svetlobnih let odpotujejo v vesolje. V Interstellarju. In prej še nekaj dela opravijo na jedrski bombi, Oppenheimer, prej samo še raziščejo celoten sredozemski svet, Odiseja. Torej, ena od stvari, ki je pogosta kritika, ne, je pa tudi ta zelo, pa ne samo za Odisejo, ampak tudi sicer na Nolanove filme, to precej umaknjenost globine ženskih likov, bomo rekli, oziroma umanjkanje. Jaz sicer mislim, da tako deklarativno absolutno je on feminist. No? Mislim, dejansko tukaj ima veliko ženskih likov, celo več imajo verjetno tudi dialoga in prostorov, kot v njegovih prejšnjih filmih. Ampak tako še vedno pa nimajo dovolj prostora. Ne vem, mislim, se pri Kirki je Odisej bival 1 leto, ne, pa se sta imela romanco, ne, to sploh ni v filmu. Tako da to, no, pa recimo tudi Penelopa ima svoj govor, ima svoje momente, ampak spet tako malo, ne vem, lahko bi preprosto imela več prostora, imela več dialoga, mislim, oziroma več vrstic. Sej gre konec koncev za čas, no. Naši časi, pravite na koncu vašega komentarja, si upam reči, so časi za Penelopiado in Kirkiado, in da v bistvu bi gledali te filme, oziroma da upate, da se bomo naslednje poletje pogovarjali o tem. Naslednje poletje se bomo sicer pogovarjali o Narniji, se mi zdi, zdaj ne vem, če je to poletni blockbuster napovedan, ampak Greta Gerwig, ne, bo režirala Narnijo. Se pravi, še eno adaptacijo, ki je veliko ljudem zelo ljuba. Ampak tle si drznem reči, da ne bo toliko veliko kritik in sovražnih komentarjev, no, verjetno. Ampak tako zdaj pa nikoli več tudi ne vemo, ker je vse lahko nekak predmet nekaj blatenja, sovraštva. Tukaj sem se spomnila na Penelopiadi, seveda na Livijo Pandur. Pred slabima 2 letoma je bila moja gostja, tukaj slovenska režiserka, in na njeno predstavo Penelopiada, ko sem jo gostila, seveda po tekstu Margaret Atwood. In ona je takrat meni rekla skozi te tekste, ker sem jo spraševala, zakaj Shakespeare, zakaj antika, v njenem delu, in pravi, skozi te tekste govorimo o današnjem času. In to je to, v bistvu, kar je tudi Nolan v bistvu pripeljal čez druga vrata, na velika vrata, ki so verjetno dosegla marsikoga, ki ga kaj drugega ne nagovori, ne? Ampak dejansko beremo tudi članke o tem, da so razgrabljene knjige v knjižnici, ne? Da berejo ljudje izvirnik, da primerjajo prevode različnih, vsi so postali klasični filologi. Tako. Mogoče bo pa zdaj, bojo pa oddelki za klasično filologijo, zdaj, ne vem, čakalne vrste, vidim. Tako, to bi bilo lepo. Tudi prej omenjen ta prevod, Emily Wilson pred, mislim, 2 ali 3 dnevi je bila izrazito kritična, ne, do filma. Zelo. Mislim, da se mu je kar odpovedala. V bistvu je Nolan, Nolan je se pravzaprav skliceval na njen prevod, ne. Tako da je verjetno bilo za pričakovati, da ga bo ona podprla tukaj, pa je ostala zvesta sebi, no. In tudi vedno, v bistvu. In tudi govorijo, motijo to pomanjkanje globine, ona našteva psihološke, emocionalne in tako naprej. Zanimivo. Mislim, meni se zdi to čisto dovolj globok film. Meni manjka površina. V kakšnem smislu? Manjka mi nekaj šal. Recimo, to so tudi že, recimo, Mary Beards, najbolj cool klasična filologinja v tem trenutku in zadnjih let. Ona je prav posebej tako poudarila, ampak dobro, kje je ta šala, kje je ta najboljša šala iz Homerja, ne? Gre za epizodo pri Kiklopu, kjer Kiklop njega vpraša Odiseja, kdo si, in mu on reče nihče, oziroma no man, oziroma nobody. In potem mora Kiklop povedati naprej, da nobody did this to me, ne? Se pravi, nihče mi je to naredil, izkopal oko, oziroma tako, poškodoval, in samo vsi smejijo, ne? In pač meni se zdi, to je briljantna šala. Mislim, šala, to je briljantna prevara, no? In nasploh Odisej se ves čas pretvarja in ves čas je na ta način briljanten.
In veliko pač Homerja se mi zdi nasploh samo občudovanje tega. Tako kot se prej, ker sem se sklicala na Nietzsche, rekla, da pač Grkom je bilo to dovolj, mislim, to je bil vrhunec. To je neka vrednota sama na sebi. Ne vem, kako bi rekla, površina, videz, dober humor, dobra besedna igra. To je to. Tako da jaz sem mogoče več površine. Več površine bi morali biti, ne pa več globine. Zato, da bi bil film bolj grški. Ja, razumem. Mary Beard, ki jo omenjate, sem jaz tudi gledala na Guardianu, ta dolg pogovor, v bistvu, kjer je vrhunska, tudi kako polemizira. Ona je sicer kritična do filma, ona reče, meni ni všeč to, meni ni všeč to. Sem pripravljena debatirati o tem, Nolanu povedati, ampak absolutno ne gre za te pripombe tipa Elona Muska o temnopolti Lupiti Nyong'o ali kaj podobnega, ampak so to veliko bolj tehtne, upravičene stvari, našteva, nasmejana, nam razlaga v bistvu antiko genialno. In potem še mimogrede pove o tem, kako si desnica že tradicionalno lasti klasike antiko, kako v bistvu zahteva, da se gleda antiko čez njihove oči, čez to neko desno opcijo in zakaj to počne in kako je to narobe in tudi kako se sama s troli sooča zaradi tega, kar sama govori. Tako da, ampak ona tudi to pravi, pokritizira, kar njej ni bilo okej, ampak reče, what's there not to like. V bistvu super je, ljudje berejo, ljudje se zdaj o tem pogovarjajo. Ja, mislim pa, če film vzbudi zanimanje ljudi za knjige, po katerih je posnet, potem je po mojem že zadostil višini svoje naloge. Tako je že dovolj naredil. In je to recimo nekaj, kar odlikuje dobro adaptacijo iz knjige v film? Ja, recimo, čeprav jaz tudi rekla, da meni je dobro, meni so najboljše adaptacije po mojem ravno tiste, ne vem, mislim, nekaj svojega prinesejo zraven. Recimo, meni je bila ta Viharni vrh posneta po knjigi Emily Bronte od Emerald Fennell, ki je letos prišla v kinematografiji in je tudi vzbudila nekako tako zelo nasprotujoče si kritike. Tudi eni so bili blazno jezni in razočarani in žalostni. Meni se je zdaj pa toliko dobro, da je ona v bistvu je priznala, da je črpala iz svojih spominov, iz najstniških let, ko je brala to knjigo in je iz teh spominov potem naredila, skratka, kada sploh ne bi, mislim, se na nek način res ni važen, kaj dobesedno piše v knjigi, važen je, kako ti to dela in potem je zelo otipljivo to prenesla v neko avtorsko vizijo tega in pač zdi se mi pa najbolj da ima toliko veliko duha. Mislim, že to, da ima veliko duha, že to, da je, ne vem, da čutiš nekaj intenzivnega, da je tam pač neka čustva, da je vse, da vem, da je živo, da ima duha. Meni je že to dovolj. Mislim, na nek način mi je tudi Odiseja v tem smislu všeč, ker se mi zdi, da jo je Nolan vzel blazno resno in da se je tako resno lotil. Najbolj bi zamerila adaptaciji to, da ne vem, vzame nekaj, kar je polno duha, pa naredi nekaj totalno duhamornega. Kar se zna zgoditi verjetno glih, če slediš do črke natančno, pa skušaš vse prevesti točno. Mislim, ne vem, zdaj mogoče malo bluzim, ampak tako se mi zdi, da je lahko še posebej to duhamorno. Pa tudi, ker res se ne da knjige prenesti na film. Mislim, pač to sta dva različna medija, film ima svoja sredstva. A bi bilo boljše, da, glede na to, kakšna je Odiseja, bi torej bolj ustrezalo, bi bili veliko bolj ljudje zadovoljni, če bi bila to serija, pa da v bistvu lahko razdelijo vse lik. Ja. V bistvu je še premalo povedano, ni imel prostora za tisto epizodo o Fajakih. Ja. In tako dalje, in tako dalje. V bistvu je bilo premalo prostora, seveda, ja. Dobra ideja. TV serija bi morala nastati, ja. Z istimi igralci?
Ja, jaz bi zamenjala kakšnega igralca, meni kakšen casting, ki ni bil. Nisem razmišljala o tem, da se nisem pripravila na ta casting. Če bi mogoče lahko zdaj strnili, kje je po vašem mnenju torej Nolan velik, kje je zdrsil in kje je velik kljub zdrsu, no? Tako. Kje bi ga recimo, torej velik v tem dosežku? Ja, meni se zdi pač največji v tem dosežku, da je vzbudil toliko zanimanja za Homerja. No. To je pač noro. Prej se pa že pogovarjali. No. Mislim, da se mi zdi, da je ta režijsko zelo spretno. Mogoče niso pokomentirali pravzaprav castinga, no, ki je pač tako rasno raznolik. Jaz samo moram reči, da meni to, jaz sploh nisem opazila, no, na neki točki. To nisem pozorna ali kaj, ne vem, me je tako ta zgodba prevzela, ampak ne vem, pa nimam se za volk osebo, sploh v bistvu resnici sem včasih zelo kritična do tega, no, da je treba vse tako odkljukati, ne, danes v castingu v Hollywoodu. Ne vem, ampak preprosto jaz nisem videla nobenega problema, recimo, s tem napolto Heleno. Tako, če je dober, ne vem. Če bi bila pa to zelo slaba igralka, pa bi imela pa s tem problem. No. Mislim, se gre za veščino, gre za umetnost. Ne, tudi Mary Beard s tem nima nobenega problema, recimo, ne, za razliko od Elona Muska. Ja, se je tako, ampak vem, da se ni samo Elon Musk, se nima samo ta Elon Musk monster s tem probleme. Zdaj imamo s tem probleme tudi ljudje, ki kakor predstavljamo neko liberalno sceno. Mislim, jaz se dostikrat pogovarjam ali starši ali s kom, od kogar recimo ne pričakujem, da bo imel do tega predsodke, ampak vseeno ljudi nekaj mot pri tem. No? Jaz bi tukaj samo rada rekla, no, da gre za, po mojem, je treba z drugimi vatli te stvari meriti in da absolutno pač gre za, ne vem, a gre za umetniški dosežek, a je to spretno, a je to dobro, a je kakovostno. Mislim, tako s temi stvarmi, ne pa kjere barve, ali pa ne vem, tako no. Ja. Prej ste omenili, ne vem, če so gledalci in poslušalci zaznali, vi ste napisali tudi roman. Ko ste ga začeli pisati, to je roman, v bistvu sem imela tudi to srečo, da sem lahko recimo prelistala ta roman, ni še izšel, vključuje pa vso to ponovno zanimanje za antiko in pisali ste ga v bistvu veliko prej, preden je torej pred tem pogovorom, preden je prišel. Ja, preden je Odiseja postala. Ja. Torej, veliko je o klasičnih tekstih, o Grkih, o Rimljanih. Vi ste nekako predvideli vsa ta hype, ne? Se nahaja v knjigi, ampak roman je romantična komedija. Zakaj ste to Nolan, antika, histerijo vezali na romantično komedijo? Oziroma, zakaj ravno romantična komedija? Nimam pojma. To je tako. Jaz sem zelo rada romantične komedije. Hotela sem napisati eno romantično komedijo, ki bi nekako uporabljala neke prijeme stare hollywoodske komedije. Veliko dialoga, odrezavega, hitrega, veliko bi rekla, neke napetosti med liki. In potem sem nekako to upela v nek kontekst, ki ga imam že od gimnazije, no, pač neke strasti do antike, ker sem hodila na klasično gimnazijo in smo imeli latinščino in starogrščino. In zatem me je to nekako zasledovalo, tako vedno je bilo nekako zraven, čeprav sem se ukvarjala s filmi, z glasbo in tako naprej. Ampak vedno se mi je zdelo tako imeti to strast do antike, tako nekje, sej ne znam pisati tega, no? Ampak kdor ima strast do antike, no, ve, da je to res strast. Zdaj res bluzim. Eden mojih najljubših romanov je recimo Donna Tartt, Skrivna zgodovina, ki opisuje recimo prav to strast, ki postane tudi morilska na neki točki.
Ampak skratka, hočem reči, mogoče je bila ideja bolj ta, da bi napisala romantično komedijo, ki pa se dogaja v, ne vem, intelektualnih krogih ali pa bolj v akademskih krogih. Se mi zdi, da mogoče ni veliko tega, no. Skratka, in da bi debatirali o knjigah, pa tudi o filmih, pa tako. Tako da ja, dosti je pač teh debat o antiki, pa o knjigah, o humanistiki. Malo se dotaknem tudi nekako stanja humanistike danes, pa javnih medijev, ker protagonistka v bistvu dela na radiju, na javnem radiju. Tako, se ne vem točno, kaj ne povem o tem, razen to, ker zgodbe ne smem. Ja. Da nimam še založnika in da če kakšnega založnika zanima romantična komedija o strasti do antike, sem odprta. Ja. Zanimivo. Ampak je bilo torej, brali smo te članke, ne, v mesecih, leto nazaj, se spomnim, so že bili Nolan. Ja. Ampak vi ste kljub vsemu pričakovali, ne, recimo, takšen hype, kot se je zgodil. Ne? To je jasno iz tega. Ja, mogoče je res jasno iz tega romana. Ja, jaz ne vem, zakaj. Mislim, ne vem, je bila to neka intuicija, ali sem se jaz kako bi rekla, povezala z umom in je bila to neka zvijačnost uma. Mislim, ne vem. Tako, meni se je res zdelo, mislim, če začenjajo s to promocijsko akcijo, že tako leto pred tem. In potem so bile te napovedi, da bo, ne vem, Lupita Nyong'o igrala Heleno. Potem sem videla, mogoče bilo to zato, ker sem videla, da je kakšni komentarji so se že zvrščali pod temi napovedniki. No. Malo sem začutila, da je to ena stvar, ki vznemirja ljudi. No. Drugače pa, ne, ja, strast do antike je bila pa tako itak že prej. No. Mislim, ampak očitno, jaz sem mislila, da sem jaz, pa da je še par ljudi, razen pa seveda tisti, ki so študirali to, mislim, to je logično, ampak tako, recimo vem, da ima kolega Mirt Komel tudi veliko, recimo, strast do stare grščine in antike in da piše tudi knjige o tem. Ampak tako nekako se mi ni zdelo, da bi bilo pa to lahko tak masoven, svetovni, globalni fenomen. In mogoče sem res tako sem malo supla, da ima res čisto vsak nek odnos do tega. Mislim, čisto vsi imamo odnos do Odiseje. Ne? Vsak ima svojo Odisejo. To je Vesna Milek tako lepo povedala. Zelo lepo. Končajva v bistvu s pohvalo Vesni Milek in z mojo napotitvijo, torej ta del o Odiseji, na ta pogovor z Mary Beard na Guardianu. Zdaj pa malo širše vprašanje. Kaj za kulturo pomeni film? Kako to mislite? Torej, za popularno kulturo, na splošno? Tako. Kje ga vi vidite? Kaj se vam zdi najpomembnejše? Zdaj, seveda me zanima tudi vaše mnenje glede kakovostnega Hollywooda proti brezveznemu Hollywoodu. Rekli ste mi, da je to vprašanje, ki je čisto legitno, če tako rečem. Ja, da tako, mislim, pojem brezveznega Hollywooda. Ja. Mislim, ja, se vsi vemo. Sej ne vem, je bolj, mislim, meni se sicer zdi bolj brezvezen kakšne vsebine na kakšne, bom tega tako, na kakšnih pretočnih platformah, absolutno. Ne vem, malo sem razmišljala o tem, se so vedno obstajale brezvezne vsebine, še posebej jih je produciral veliko Hollywood. Jaz sem recimo priložnost, vsako leto grem v Bologno na festival Il Cinema Ritrovata, kjer prikazujejo tako nekako brez kakršnekoli diskriminacije, odprejo arhive in potem pridajo ven vsi filmi iz, ne vem, leta 34, ki so jih posneli v Hollywoodu. In potem preprosto vidiš, da, mislim, na tok in tok enih zelo povprečnih izdelkov, mislim, ki so bili res samo izdelki, samo neko štepanje nečesa, pač je prišel ven en tak avtor, kot je bil Ernst Lubitsch, ali pa en tak avtor, kot je bil Billy Wilder, ali pa John Ford, ali pa. Žatka, mislim, se je Hollywood
proizvajal vedno genije, ampak je tudi večinoma, ne vem, to pač industrija, ne, filma. Tako da, in isto mi tako, se mi zdi Netflix, pač večina stvari je brezveznih, potem pa pride ven en genij, pač, ali pa ne vem, en odličen film, tako, ne vem, ja. Ja, ali pa recimo serija, ne, Adolescence, oni, ne, distribuirali, ja. Tako, drugače ste pa za nacionalni radio, ko ste se o popkulturi pred časom pogovarjali, povedali o Netflixu, ne, da to je ta nenehna rast, ne, glede kakovostnega kataloga, zdaj jasno vidimo, da ima rast svojo mejo. Večina novih serij spada v zvrst tako imenovanega šodra. Ful se mi je zdelo dobro, da ste dobro ubesedili to, kar si vsi mislimo, pa nismo recimo te besede našli, a ne. Ker se ti včasih zdi, da karkoli odpreš, ne, kar je bilo narejeno direktno za Netflix, je ravno v tej poplavi, kot da je vse v bistvu neka produkcija. Ne. In se potem nimaš tega občutka, kar je moje naslednje vprašanje, ne, kaj nam lahko naredijo dobri filmi, kaj lahko imamo od dobrih filmov, tega tam pač naj ne iščemo, verjetno, ne. Ne, se so tam dobri filmi, sam problem je, da jih moraš sam iskati. Tako. Zdaj recimo pač pri našem delu, ne, pa če se ukvarjam z urejanjem filmskega programa, v bistvu glih ves ta šoder gledamo, pa filtriramo, pa izbiramo pač tisto, kar je dovolj dobro za program, ali pa tudi tisto, kar si pač lahko privoščimo v dani finančni situaciji. In zato se mi zdi, vedno, kar tudi sama brskam po Netflixu, se pač zasačam pri tem, da še sama ne znam izbrati. Ne? Tako da gre ogromno nekega časa, je izgubljenega za to. Pa pol po 20 minutah. Ja, ne morem, že zaspala. Tle se mi zdi, da se kar samo od sebe poudarja pač vloga nekih kuratorskih instanc, mislim, nekih urednikov, ki pač to naredijo namesto tebe. Recimo, ne vem, če samo skočim na področje glasbe, jaz sem furada Radio FIP, ki ima neke odlične glasbene urednike, recimo, ali pa ne vem, to, da grem na Radio Študent, pomeni veliko več, a ne zato, ker je nekdo to izbral in mislim, veliko več najdem, neke stvari pridejo do mene, ki pač drugače ne bi, če bi odprla samo Spotify ali pa YouTube, pa to prepustila algoritmu, no, mislim, to je res ključno, da to ohranjamo, pa tudi, da govorimo o pomenu tega uredniškega izbora, dela, a ne, ja. Torej tega tudi v bistvu, kar vi počnete na javni televiziji. Nekateri filmi niso za v zgodovino, niso za v kanon, in to je tudi treba vedeti, ste rekli za Seoul pred 2 letoma, ampak če bi mogli reči, koliko vi morate izjemno veliko količino filmov pogledati, ne? V tej veliki količino filmov, koliko je pol recimo procentualno šodra, koliko je pa nečesa, kar je nekaj, kar bi vi recimo... Kaj pa vem, jaz bi tako ful nizko postavila to številko, 10% ali pa kaj tazga, ali pa 20%, da pride tako sploh upoštev, ne vem. Odvisno je spet, kaj gledaš, a ne, mislim, če gledaš neke blazno dobre kataloge, potem seveda je to večji odstotek. Ampak tako, ne vem, jaz pogosto gledam televizijsko produkcijo, ker urejam tudi popoldanski termin, ki je namenjen družinam in tako. Recimo, da tudi zaradi finančnih omejitev ne morem gledati blazno nekih velikih visokoproračunskih produkcij in potem so te TV filmi, no, velikokrat na mojem ekranu. In tam pač se vidi, mislim, pregovorno in tradicionalno veliko šodra, tako da jaz tako veliko tega pogledam, ja. Filmi nas pa lahko, če so dobri, tudi izobrazijo. Prek filma ustvarjamo svoj pogled na svet, dajo nam nek kontekst, prek filma mislimo, umeščamo sebe. A so kakšni filmi, ki bi jih ekstra priporočili za današnji čas? Ja, za vse čase je Charles Chaplin. Okay. Ki smo ga gledali tudi na nacionalki. Ja, jaz mislim, da ga je treba vedno znova gledati in da morajo vedno nove generacije vedno znova spoznavati.
Se ne gre samo za Charlesa Chaplina, po mojem gre tudi za vse te klasike. Od, kaj pa vem, tudi za westerne, tudi za osvajanje različnih filmskih žanrov. Ne vem, meni še posebej ljub je recimo italijanski neorealizem. Recimo po eni strani zato, ker se je takrat film prvič preselil med ljudi in v družbo dejansko in na ulice. Po drugi strani pa zato, ker so imeli neko izjemno pač senzibilnost za, ne vem, nekatera družbena vprašanja, ki so še vedno izjemno aktualna. No? Mislim, od solidarnosti z drugim, empatije, pač razredni boj, boj proti, ne vem, izkoriščevalcem, ki ne plačujejo delavcev za delo opravljeno in tako naprej. Pač tako pri klasikah se mi zdi tako včasih nekaj tako hecnega se zgodi, ko vidiš, da nekaj, kar se je dogajalo že 100 let nazaj, no? Da se še vedno dogaja ali pa da se ponavlja in da se zgodovina ponavlja. Tako da ne gre samo za recimo občudovanje filmov kot nekih pač estetskih del. No? Pač absolutno gre tudi za to, da se skozi te filme izobražujemo oziroma ne vem, privzgajamo nek čut za drugega. In še posebej te filmi, no, ki sem jih omenila, od Chaplina do, ne vem, De Sica ali pa Russellinija ali pa Kena Loacha, no, to so recimo moji. Ja. In to se mi zdi, mislim, to rada dajem na spored, glede za to, ker se tako nekako so v takem dialogu z našimi časti, da je to tako neverjetno. Od slovenskih, par mogoče še eksplicitnih vprašanj, pa od slovenskih filmov v samostojni Sloveniji bi izpostavili, če bi morali koga? Jaz sem tako, mogoče, pač, se sem ženska, no, ampak pač nisem nekako raj režiserke. Mislim, mogoče zato, ker so mi bližje, tudi zato, ker v bistvu nekaj blazno čudenega se je zgodilo v slovenskem filmu, mislim, na nekaj še tako katastrofa. In je to, da nobena ženska ni posnela oziroma režirala filma vse do Maje Weiss, Varuha meje. To je neverjetno. Pa mislim, da je bil, če se lahko tokrat popravim, prejšnjič na enem podcastu sem rekla, da je bilo to leta v začetku 90-ih. V resnici je bilo, mislim, da 2000 ali 2001. Skratka, in upam, da zdaj nisem spet naredila ene napake. Mislim, da to bi bilo katastrofa, ampak to, da je pač režiserka prišla pri nas do filma, je šele takrat je pač, ne vem, zločin. Ampak pač mimo tega me preprosto mogoče bolj nagovarjajo. Meni je pa tako super film je bil Ne bom več luzerka od Urše Menart. Čist samo, ne vem, zaradi neke elegance in lahkotnosti in tega, da preprosto verjameš vsemu. No? Mislim, pač v slovenskem filmu je bilo res tako težko se nekako prebijaš, pa vsi se tako težko pogovarjajo drug z drugim. Pa to kleblo pa res tako, mislim, tako lepo prikazuje družinski odnos, dialog, nek lahkoten dialog. Mislim, že samo to, da je lahko gledati film, ta lahkotnost, no? Se mi je zdela nekaj presežnega. Kaj da rečem, čeprav mislim, da ta film sam po sebi tako ni tako presežek, bi rekla, v svojem žanru ali pa karkoli, ampak ne vem, mene je, pa tudi to, da je duhovit, mene to osvojino, mene je to dovolj. Jaz sem tak stari Grk, očitno. Mene je dovolj, če mi daš dober joke, pač si me že zapeljal. To bi pa Ne bom več luzerka, no, povedala. Pa pol najboljši, po mojem, se mi zdi še vedno, ampak res presežek se mi zdi pa tako Razredni sovražnik od Roka Bička, ka pa mislim, da zdaj bom pa pogledala, kaj sem hotela o tem povedati, ker pač nočem, da se čisto zgubim. Zdaj sem pa čisto seveda zgubila. Ja, tle. Se upravičujem. No. Rekla bi, meni je bilo tako noro
mislim, to, ne, da v bistvu ne veš, da se ne moreš postaviti na nobeno pozicijo tle. Mislim, ne, pač gre za boj med učiteljem in učenci. In gre za to, kako se menjajo ta razmerja moči. No. To se mi zdi nekaj tako fascinantnega, tudi nekaj, kar ne vem, je sestavina nekega trilerja, ki ga mogoče, ne vem, še nismo videli. Ali pa, ne, tle, res se mi je zdelo, da je naredil nekaj edinstvenega, pa tudi to o tej šolski dinamiki, pa o, ne vem, kako Freud temu reče, množična psihologija. No? Psihologija množice. Psihologija množice. Ja. In tudi zelo believable dialogi, ne? To se mi je zdel res izjemen film, no. Tako, to. A ja, pa fantasy se mi je zdel prejšnjič, tako, tudi me je nekako zapeljal glih s tem, da je, da si upa iti malo ven iz, pač, ne vem, nekih konvencij in tega, kako snemati film, ne. Nekateri so mu malo poučitali, mogoče, da je preveč podoben videospotu, ali pa kaj, pa super, mislim, ne vem. To poigravanje s filmsko formo, ne vem, je zame osnova tega, da postaneš dober režiser. In ona je tukaj res tako drzno, brez kakršnekoli kompromisov, pač zasledovala svojo režijsko vizijo in mene je čez kupla. No. Ja. In če mogoče zaključiva ta del z lestvicami, kaj pa ne vem, kaj se vam zdi vredno pogledati, recimo iz svetovne produkcije zadnjih 5 let. Kaj je a must, recimo? Aha, a must. Zdaj moram spet na sezname gledati, ker jaz pogledam toliko filmov, da imam zelo ram poškodovano. Ampak koliko je ta količina filmov? Koliko ste kdaj šteli oziroma imate prešteto? Koliko je to, recimo, ja, na ne, mesec? Prejšič sem zasledila nekje podatek celo v javnosti, da pogledamo približno 700 filmov kot uredniki filmskega programa. Pa sem malo razmišljala, verjetno je to res, če pogledaš recimo 3 do 4 filme na dan, se mi zdi, da prideš do tega števila, sigurno, ja. Včasih pa pogledaš tudi več, ampak se jih včasih tudi ne pogledaš čisto do konca, ker včasih že v prvih 5 minutah oceniš, da to pač ni za nas, pa greš lahko tudi skozi 100 filmov v dnevu. Ste pa 3 uredniki, ne, za film na TV Slovenija, ne? Kar tole vas bom pustila, da mi še tale vaš spisek poveste, pa gremo potem na vaše delo, kako izgleda, ker si ga marsikdo ne predstavlja, ne? Kako izgleda izbor filmov, ki jih potem gledamo na javni televiziji? Ne, jaz sem tle v bistvu, ni mi treba vseh povedati. Jaz izpostavlja interesno območje, zato je absolutno film, ki se mi zdi najboljši film mogoče novega tisočletja, vsekakor zadnjih 5 let. Tukaj pač veliko je bilo že rečenega na temo tega filma, ampak še posebej zdaj, v času pač genocida nad Palestinci, se mi zdi ta povezava v bistvu na nek način tako še bolj pomembna. No. Pač to je eden najboljših filmov posnetih na temo holokausta, se pravi genocida nad Židi v drugi svetovni vojni, in neke zaslepljenosti in pač gluhote za to, kaj se dogaja tam za ograjo. In pač to, da lahko naredimo vzporednico s tistim, z današnjimi genocidi, z današnjimi vojnami, vse oni jo je tudi sam naredil. Mislim, to tako res, pač to bi rekla, da je taka, da je res ključen film našega časa. Ja. Pa Don't Look Up sem še napisala, ker je v bistvu govori o tem, ne vem, o zatonu recimo razumnega mišljenja, debate, tudi konec koncev zaupanja v znanstvene avtoritete. To je tudi film, ki tako zelo dobro prikaže pač to masovno histerijo komentarjev in ne, sej to ni v resnici meteor, ampak je samo, ne vem, nekaj drugega, vseh teh teorij zarot. In kako smo v tem času pripravljeni spregledati marsikaj, kar bi sicer v neki dobi, kjer bi razum bil tisti, ki je pomemben, nihče ne spregledal. Ne?
Ja. O vašem delu, torej, kako torej izgleda tri uredniki za film, si ogledate torej množice in množice filmov, ki jih potem uvrščate na spored. Torej predstavljam si vas, ko gledate te filme, včasih očitno po 20 minutah že presodite, da ni za javno televizijo. Potem pa verjetno pride tudi kdaj do kakšnih, verjetno ne morete vsega, kar se vam zdi kvalitetno kupiti. Pride tukaj tudi do vprašanja pravic, vprašanja plačila. Kakšne dileme so tukaj? Kako to poteka? Mogoče bi kar s tem začela, da pogosto recimo tudi moji družinski člani, ki že dobro vejo, kaj delam, ker tam to delam že 30 let, me tako čisto sprašuje, pa zakaj ni tega filma? Zakaj niste kupili tega filma? Pa res tako vedno znova, da že zavijam z očmi, ampak res, ker ne moramo vsega kupiti. Mislim, predvsem je mogoče problem finančna omejitev, ampak gre pa tudi za to, da smo mi zadnji v pravzaprav distribucijski verigi. Pač javni mediji, Free TV je zadnji. Najprej grejo filmi, najprej grejo na festivale, potem jih pokupijo različne pretočne platforme, tako da se zelo hitro, zdaj že po kinopremieri, lahko pojavijo te filmi takoj direktno iz kina na platformi. Potem so seveda vse komercialne televizije ali pa letalske družbe, pa tisti, ki lahko ponudijo veliko več denarja kot mi. Tako da mi smo res ti, ko dobimo na koncu te kataloge, ne vem, tudi večjih distributerjev, tudi majorjev, recimo, to so pač ti hollywoodski filmi, ki so blazno že neokrnjeni, mislim, v katerih tako rekoč ni več tistih filmov, ki bi jih pač sploh radi gledali. Tako da mi včasih pač res dobimo te odkruške, ali kako bi rekla, in se s tem in se potem jezimo. In tako velike frustracije, bi rekla. Dejansko, mislim, pač če hočeš delati dober filmski program, pa ne dobiš, mislim, tistih filmov, ki bi pa vseeno malo gledanosti dobili, ki bi vseeno, jaz sem proti temu, da mora vsak film na nacionalni televiziji biti ful dobro gledan. Ampak tako pač eni pa morajo biti dobro gledani, mislim, se konec koncev tudi zato, ker smo odvisni od oglasov, pa od tega prihodka. Pa še posebej v prime time. Tako da, mislim, to so nekako nenehno se mi sami drug z drugim pač pogovarjamo, kaj je še sprejemljivo za nas, kaj je še pač koliko, zdaj bom to tako po domače povedala, pač koliko nizko, se še lahko spustimo, tudi da še nekako ustreza javni televiziji, da ni to pa zdaj tisti hallmark, ampak pač dejansko smo pa zaradi te situacije, pa finančne situacije še posebej, vseeno tudi malo primorani posegati po pač vsebinah, ki nam mogoče niso čist. Ja. Ampak ko ste zapisali pred 4 leti v reviji Ekran, ena od odgovornosti Radiotelevizije Slovenija je vsestranska vsakodnevna skrb za filmsko kulturo v javnem interesu. Torej, če lahko mi opišete, to me zanima, ta filmska kultura v javnem interesu, to je pomen javne televizije, to je nekaj, kar nam javna televizija za razliko od drugih televizij ali pa drugih medijev zagotavlja. Kakšno je recimo tukaj vaše tehtanje? Na kak način se odločate, se uredniki tudi med sabo posvetujete? Ste imeli že kdaj vi recimo kakšne dileme? Da potem dobimo kot gledalci javne TV v bistvu filme, ki so vendarle kvalitetni. Ja, jaz mislim, da se te posveti pa ta spraševanja, samo spraševanja in spraševanja drugih in posveti za tudi pač ne višjo urednico, ampak uredništva. Se dogajajo vsak dan. Pač to sem že malo prej omenila, da pač gre za to, pač nam niso dostopni vsi filmi in včasih se je pač treba debatirati o tem, koliko je en film še vedno, kako bi rekla, pač dovolj kakovosten ali pa vseeno odpira neka pomembna vprašanja. Važno je, da jih tudi dobro
potem izpelje in da jih dobro obravnava. Zdaj ste me edin malo ujeli pri tem, ko bi rada povedala kakšen primer, pa se ga ne spomnim. Ja, se ni problem. Ja. Ampak hodila sem dodati to, da je pa pomembna tudi tukaj verjetno naša izobrazba v filmu. Ne? Je tukaj tudi vaša vloga, mislim, konkretno vaša, ampak tudi javna RTV. Kot nekoga, ki nam je ta filter, ne, ki nam naredi ta izbor, da gre za kakovost. Tu je seveda tudi pomen art kinov, kinoteke, revije Ekran, revije Kino, seveda GRFT, koga bi recimo še izpostavili pri tem, skratka, če se hoče človek vseeno nasloniti na nek izbor. A hočete reči, na katere prikazovalce? Ali pa recimo, kdo se vam zdi, da sem še koga pozabila omeniti? Aha, smo zdaj tako na hitro bilo našteta. Mislim, sigurno vsi te, ne, mislim, kako ne rečem, o filmu se da izobraževati tudi skozi knjige. Mislim, jaz nisem v bistvu študirala samo filma, jaz sem pa študirala kulturologijo, kjer smo imeli recimo profesorja Petra Stankoviča za filmske študije. Tako da sem na teh predavanjih, ampak predvsem pa gre za branje. Pa recimo, mislim, revija Ekran recimo je ena pri nas, to je res tako lepo, da jo imamo, ker je pač, mislim, da nedavno je praznovala 50 let. To pomeni, da ima neko kontinuiteto, to je kar dragoceno, da imamo revijo posvečeno filmski kritiki. Jaz mislim, da se pravzaprav največ se naučiš o filmu, če bereš o njem. Mislim, ali pa recimo, če ena odličen intervju je Hitchcock Truffaut, recimo, kako se ona dva pogovarjata o filmu. Ali pa Robert Pippen je en izjemen filmski teoretik, ki gre tako analizirati filme, da res jih začneš drugače gledati. Mislim, on je analiziral Hitchcocka pa westerne, pa mislim, Douglasa Sirka. Jaz mislim, da zato, da lahko bolj gledaš filme, moraš absolutno tudi nekaj prebrati. Ja, da ali dobre pač filmske kritike, ali recimo Pauline Kael je imela en tak zelo poseben, luciden vpogled v to, mislim, kako brati filme. To je tudi tisto glavno. Mislim, pač nekaj je samo to, kar pade nate iz platna ali pa iz ekrana in misliš, da razumeš. Ampak bolj, ko se poglabljaš v filme, bolj dejansko vidiš, da so to pač neki zelo večplastni teksti in da jih je mogoče brati kot knjige. Tako da je, ja, če se vrnemo zdaj na začetek, so bogati kot knjige. Tudi filmi. O pomenu javne RTV sva zdaj že kar nekaj rekle. Poslanci koalicije in Resnice so pred dnevi vložili predlog za razpis 3 posvetovalnih referendumov, med drugim tudi o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Torej, napovedujem 100% verjetnostjo, da v naslednjih tednih, mesecih bo veliko govora o javni RTV. Kaj so tukaj vaša sporočila? Jaz bi čisto povedala, jaz mislim, da je prispevek še vedno najboljši način financiranja javne radiotelevizije. Jaz mislim, da če bi to prešlo pod državo, oziroma pač če bi nehali plačevati obvezni, če bi se ljudje odločili, da ne želijo plačevati obveznega prispevka, bi bil pač ta zavod še bistveno v večjih tveganjih, še bistveno bolj ranljiv, kot je zdaj. Pa bistveno bolj izpostavljen pač vsakokratnim obračunavanjem, političnim, zato mi je na nek način najbolj žal za ta revanšizem. Že zdaj bi rekla, vsakič, ko pride do rebalansa ali pa do pač neke spremembe proračuna, pa vsakič, ko se pogovarjamo o novem programsko-produkcijskem načrtu, je bolj na udaru, so ravno tiste vsebine, ki ne prinašajo nobene, nočem reči nobene gledanosti, ki prinašajo manj gledanosti. Pač tiste, ki prinašajo gledanost, jaz mislim, da bodo ostale na varnem. Ampak tiste pač vsebine, ki pa, ne vem, manjšinske vsebine ali pa kulturne, izobraževalne, ne vem, otroško-mladinske,
vedno so te najbolj na udaru. Kjer je Se pravi, bi jaz rekla celo tiste, ki so najpomembnejše. Torej, oziroma tiste, zaradi katerih so vsaj en steber javnega medija. Kjer jih drugi praktično v tej kvaliteti pač ne najdeš, ne v prostoru. Ja. Tako da bi rekla, da z žrtvovanjem tega prispevka žrtvujemo predvsem to. Ne recimo neuravnoteženega informativnega programa, če sem lahko tako malo ironična. Je pa situacija v državi, sprašujem vas kot kulturologinjo, situacija v državi na kulturnem področju v zadnjih tednih izjemno zaostrena. Delavci v kulturi so zaradi dogajanja z razpisi in delovnimi štipendijami v negotovosti. Mnogi ocenjujejo, da se gre aktualno vodstvo ministrstva kulturni boj na njihovih hrbtih. Tu je potem polemika med sedanjo ministrico in prejšnjo. Sedanja ministrica pač pravi, da absolutno ne gre za to. Kakšna je vaša ocena tega dogajanja v zadnjih tednih, mogoče na kratko? Ja, mislim, blazno mi je žal, ker sledim odzivom in pač temu, kako je ta odločitev vplivala na ljudi, ki delujejo v kulturi, in vidim, da je pač prizadela njihovo konec koncev preživetje. Ne gre samo za preživetje vseh teh kulturnih dogodkov in festivalov, gre tudi za preživetje njih kot delavcev. Tako da, ne vem, meni je to, jaz sem, kaj ne rečem, zgrožena sem pač nad tem, da pač neko ministrstvo, ki je zadolženo za skrb za kulturo in za kulturnike, v bistvu tukaj reže. Tako pomislila sem na to, a hočejo pesnike izgnati iz države. Kako mislim, tako zgleda, da hočejo celo področje nekako omrtviti. Še ena stvar o vas, ki je sicer že bila javno izpostavljena, ste o njej že govorili, je glasba. Torej, uglasbili ste poezijo iz zbirke Oblike duha vašega očeta, znanega slovenskega pesnika Borisa Novaka. Vi igrate klavir, odpeli ste pesmi, nastopili ste v Cankarjevem domu. Rekli ste za medije takrat, da v bistvu ste glasbo, za javni RTV ste to povedali, za javni radio ste povedali, glasbo v njegovi poeziji, da ste zaslišali že dolgo pred tem, da ima v bistvu to glasbo v sebi njegova poezija. Ampak kako je prelivati očetove pesmi v glasbo? Jaz sem včeraj poslušala vaš glas, moram reči, da je pomirjujoče. Hvala. Kako je, jaz res mislim, da je od njegove poeziji, sej to je njegova formula v resnici, pač pomen zveni in zven pomeni. Tako da on zelo tako dela na tem, da bi bilo pravzaprav to na nek način zelo zvočno bogato ali pa tudi glasbeno na nek način. Tako da ni bilo težko vsega oglasbiti. Sem pa se s tem lahko ukvarjala pač takrat, ko je bil za to čas. To je bilo med covidom, ko ni bilo drugih, prosto ni bilo drugega. Ni bilo druge izbire. Pač morala sem ustvarjati. Izkušnje v glasbi ste pa imeli že z skupino Firefly, ne? Ja. Tanti Anifa, tako dolga leta nazaj. Smo tudi posneli kakšen videospot, pa bi mal na radiju. Pač glasba me spremlja pač tako rekoč od rojstva, sej deloma sem odraščala tudi v glasbeni družini. Ne vem, kaj ne še drugega povem o tem, glede na to, da nismo imeli veliko koncertov. Sej, zakaj ni koncertov? Tukaj gre predvsem za to, da pač kot en tak manjši projekt, niti ne band, to je bil pač projekt bolj. Tukaj so bili drugi glasbeniki, ki so imeli tudi druge projekte, tako da se je bilo malo težko usklajevati za koncerte. Pa jaz sama nekako za vso to logistiko, za ves ta management, organizacijo in ne vem kaj. Jaz bi se verjetno morala sesti na telefon, pa klicati, pa pošiljati albume, pa prositi, pa ne vem, hoditi v živo tja.
k organizatorjem, da bi se kaj zgodil, pa se nekako ni. Pač jaz tega nisem počela, no, to hočem reči. Tako, jaz bi tukaj mogoče mislim, če to umestim v neko širšo sliko, predvsem to, ne vem, če nisi ti en tok blazno velik, neka velika zasedba, če si pač, ne vem, kantavtor oziroma imaš neko, ne vem, projektno skupino, koliko je v bistvu težko priti do špilov, do organizatorjev. Ogromno je verjetno tudi ponudbe, ne? Ogromno je takih zasedb. Tako da, ne, se meni je žal za to, no, da sem malo opustila glasbo, sicer sem zdaj pač v teh romanih. Bi pa mogoče zdaj je nekaj aktualnega vsaj na tem področju, da je bila v bistvu ponatisnjena oziroma izdana je bila ponatisnjena in razširjena izdaja teh oblik duha. Pač to je pesniška zbirka, kjer je moj oče menda v vsaki pesniški obliki tega sveta napisal po eno avtorsko pesem. In zraven dobite tudi, če jo kupite v Mladinski knjigi, tudi ta plošček. Tako da, evo, to zdaj je neka novost, da to pač skupaj pride in to je bilo pravkar ponovno se zgodilo. Za kulturnice na Radio Slovenija ste pa rekli takrat tudi, da je vaša pradavna želja, da bi pisali glasbo za film. Je ta scenarij že kaj blizu? Ne, sem za en film, se mi zdi, da sem napisala glasbo. Res? Ja, je tudi naveden na IMDb-ju, na tem našem IMDb-ju, kaj je baza slovenskih filmov. V bistvu sem napisala eno glasbo za film tedanjega fanta oziroma partnerja, evo, študentski film. So pa še naprej želje za... Mislim, trenutno se res ne ukvarjam več z glasbo. Ne vem, kar nehala sem se s tem ukvarjati, zdaj je bolj želja to, da bi kaj pa vem, delala glasbo skozi romane ali kaj. Mislim, s tem hočem reči, da mislim, da očitno moram nekaj ustvarjati, pač imam neko to umetniški zanos in ko sem recimo pisala to romantično komedijo, se mi je na nek način ves čas zdel, da pa vendarle, mislim, da je tako pomemben ritem, pa tudi tako zven besed in dialogov in kako je, še posebej, ker gre za komedijo, ker je ritem res pomemben, pa timing pa tako. Se mi je zdelo, da sem na nek način še vedno glasbenica. Tako da, evo. Ok, najlepša hvala za pogovor. Ja, hvala vam za vabilo. Z veseljem. In hvala tudi vam, dragi gledalci in gledalke. Smo kmalu spet skupaj.